Samo še enkrat vam voščim. Dobro jutro! Tokrat sem tudi gospod radio ostal brez besed. 28 ur dobrodelnega maratona je za nami. Za nami so solze, za nami je smeh, za nami je zabava, za nami je en sam dober, skupen namen dežele junakov. Ker samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. Vseh teh 28 ur so bili z vami Miha Deželak, Lara Tošič, Anja Ramšak in Denis Audič. Naj se 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 zaključi zdaj! Konce! Kjer glas, konce! Moram reči, dobro jutro, najbolj srčni poslušalci Radia 1 in vsi, ki nas spremljate. Dobro jutro. Na radio1.si, na streamu, na Radio 1 TV pri vašem najljubšem operaterju. Če ste pa ravno se zdaj spomnili, da televizije pa nimate pri sebi, pa bi vseeno radi pogledali, kaj sledi, klikajte na radio1.si. To vidiš. 11.28-urni dobrodelni maraton je končan, je zaključen. Za nami je, lahko rečem, polnih 10 let, odkar smo začeli s to našo dobrodelno pravljico. Zdaj smo vsi tukaj malo zjahani. Smo, vse nič narobe, logično. Tudi srce je tako, ko mi reče, če sam še eno kavo spiješ, jaz grem. Sam je res. Je pa to srce tudi polno enih dobro znanih občutkov, bom rekel, ki se jih v vseh teh letih ne moreš navaditi. Zdaj, kako ste vi trije? Bom začel pri tebi, prijatelj, kako si? Pa ne vem, tako, za silo. Ampak v redu. Lepo ste to popisal. Lara? V redu, malo čustvena, vesela, ponosna, da smo prišli do konca. Anja? Ja, jaz sem podrta. Preden pa razglasim končno vsoto, razglasimo, tudi jaz še ne vem, se moram zahvaliti, ne vsem, pazi to, se bom zahvalil dvema. Aj prav? Prav. Okay. Dvema se bom zahvalil, tako pač je leto, samo dvema. Najprej, pa ne zdaj pomisliti na nobenega. Najprej Janez. Janez ima en res poseben talent. On se lahko hkrati pogovarja o vremenu in politiki in oboje mu gre enako na živce. Janez, veš kaj ima rad? Potico ima rad. Ampak ne za praznike, takrat je pa ne mara več. Zakaj? Takrat jo preveč jo poje takrat. Veš kaj ima Janez rad? Šport ima rad. To pa skozi gleda. Šport gleda. Večkrat pove, da je bil včasih res dober, da je bil ful dober, da bi bil lahko tudi profesionalc, sam pol je mogel na šiht, je službo dobil, pa ni bil več profi. Janez je tudi večkrat komu rekel, da nima cajta, prav nimam cajta, veš kaj ful delam. V resnici je šel pa na per. Ampak včeraj je bil pa drugačen dan. Ko je čakal, da ta malo pride s treninga, je rekel nekaj, česar pa od njega ne bi pričakoval. Rekel je, veš kaj, Batman, prej si vzem, danes bom pa jaz junak. In je Janez naredil kaj? Poslal je SMS, pomagam 10 na 1919. Poj pa poslal še enega, tle se ni končal. Zakaj je poslal še enega? Zato, ker je Maja. Maja je prišla pa je rekla, kako smo lahko sam enega poslal. In Maja je pa druga, ki se ji moramo zahvaliti. Maja je približno toliko stara, kot Janez, v bistvu je malo mlajša, ampak neprimerljivo bolj zgleda. Maja je pa doktorica multitaskinga. Veš kaj lahko dela? Lahko drži telefon, čebulo sekla, se ukvarja z otroki, pa hkrati razmišlja, kaj bo cela familija jutri oblekla, pa če je vse zlikan. Janez se tudi daje trud pomagati, sam pol je vse skup sam še slabši. Tako da včasih boljš, da nič ne naredi. In ta mesec je imela pa Maja ful manj časa. Večino stvari za praznike je že nabavila, neki še bo, neki je še ostal. Vmes je doživela tudi svoj adrenalinski moment, šla je mem izložbe, videla čevlje, je rekla, kapacem, to pa moram imeti, pa jih je kupila. Janez je že ene kupil, sam številko premajhni. To zgodbo je tudi pol z navdušenjem povedala svojim kolegicam na kavi in tam čisto spontano vsem po vrsti rekla, kaj pa če SMS pošljam, pa so poslale, pomagam 10 na 1919. In to sta Janez in Maja, za moje pojme, najboljša človeka na svetu. In upam, da ste se malo prepoznali v tej izmišljeni zgodbici. Vsak od vas je junak, vsak je daroval, pomagal, se odzval, širil glas o akciji, je še enkrat dokazal, da lahko ena dežela junakov res spremeni svet okrog sebe na boljši.
ponosni smo, da vas imamo. To je v bistvu tista stvar, ki jo jaz odnesem, ko se tole zaključi. To gre z mano. Vsak je daroval, pomagal, se odzval, širil glas o naši akciji. Mi smo ponosni, da vas imamo. Tudi Anita Ogulin je tam gor. Ne bom rekel bila je, pa ji tudi je. Vsako leto je bila z nami. Tudi spomenik si zasluži. Kar tle na stopnice, na sredo. Na vsake stopnice. Ja, na vsake stopnice. Vemo tudi, kaj bi rekla, bo rekel, ko vsakeč, ko je videla znesek, kaj vi ste nori, to je noro, koliko družinam bomo lahko pomagali. In zato se zdi, da je tale 28-urni maraton najlepši, najboljši poklon njej in njenemu življenjskemu poslanstvu. Ona nikoli ni rekla, da dela, ona je pač vse to živela, dobrodelnost je živela. Zdaj pa, če gremo na kavč, ne smemo pozabiti na DM, Drogerij Markt Slovenija, naš zvesti, dajmo mu reči, backstage junak. Tudi letos ste prispevali v njihovih prodajalnah po Sloveniji. Kristjan Jerončič, skoraj Dončič, tam ni Jerončič, vodja marketinga DM Drogerij Markt, bo podelil donacijski bon, razglasil znesek, ki ste ga zbrali samo v prodajalnah DM Slovenija. Kristjan. Hvala, Denis. Spoštovani prijatelji dobrodelnega maratona, vsi poslušalci Radia 1, dragi kupci DM-a in vsi, ki ste del te zgodbe. Zgodbe, ki se začne, bomo rekli, z eno samo snežinko. Vsaka je edinstvena in drugačna, tako kot je edinstven vsak izmed nas. In svojo pravo moč pokažejo snežinke šele, ko se združijo v tisočih in ustvarijo eno čudovito zimsko pravljico. In tako je tudi z nami. V teh prazničnih dneh v bistvu vidimo šele, kako pomembni, kako dragoceni so skupni trenutki. Ampak danes smo tukaj z enim skupnim ciljem, da pomagamo. Vsak vaš prispevek, vsaka donacija v DM-u, vsak klic je kot ena snežinka. Tako je majhna, malo večja, še večja, a na koncu je vsaka zelo, zelo pomemben del nečesa veliko večjega. In ko se vse te snežinke združijo v eno tako celoto, lahko rečemo, da nastane en plaz dobrote. Dobrote, ki bo v teh prazničnih dneh družinam v stiski prinesla eno toplino, bližino in pa upanje. Tako da naj bo ta naša skupna pomoč eno sporočilo za vse, da nihče ni sam. In hvala vsem skupaj, da ste del tega projekta, kajti skupaj zmoremo več. In veliko čast in veselje mi je, da lahko predam v imenu podjetja DM Drogerije donacijo, ki smo jo letos zbrali v višini kar 36 094 Čestitke! Hvala. Seveda, to ne bi šlo brez pomoči naših kupcev v naših prodajalnah DM. Ob tej priložnosti bi se pa rad zahvalil še vsem vam, celotni ekipi Radia 1, za vse to, kar delate in tudi, ker smo lahko kot DM že 11. leto zapored partner tega projekta in vsem skupaj zaželel še lepe ter mirne praznike. Hvala. Hvala, DM. Hvala, ker tudi z vaše strani prišla iskrica, da je ideja, ki smo jo kar nekaj časa imeli v predalu, pa pol kar zaživela. Danes to ni več naša akcija, lahko rečemo, da je to ostalo gibanje Dežele junakov. Pripričan sem, da smo tako vsi mi na Radiu 1 kot pri vas na DM ponosni na prehojeno pot. Predvsem ponosni na tole, kar je okrog nas, na Slovenijo, ki je edina dežela junakov na svetu, jaz temu rečem. Zdaj smo pa tam, no, zdaj pa že malo, kar traja tole, a ne? Končni znesek 28-urnega dobrodelnega maratona, veste, kdo bo razkril? Najmlajši junaki otroci iz vrtca Miškolin, skupina Veveričke. Kje pa so, da se novijo zdaj ustrašili? Ne, prihajajo. Skupina Veveričke, pazi, vsak ima svojo številko, ki bo pod razkrila končni znesek. Petka, hvala. To je pa zdaj 9. Verjetno gre na konc. Ali je gor? Ne, to je zvezdica gor.
Noče mi dati petke. Ja, nič kot ga. Je to šestka? A je to 6 ali šest. 9? Dramatično. Ja, ta številka je malo pokvarjena. Napačna Malo je. je pokvarjena Treba ta malo številka. popraviti. Ne, na taki številki bi mogli biti na kanalih. To je bilo kar dobro, ja. Sorry. Samo to, da veste, imamo 9 evrov pa 69 centov. €39 in 69 centov. €839 in 69 centov. Tisoč. 800, ne. Ja, sem prav povedal. Ja, ja. Ko so lušni, no. Še eni dajo petko, eni ne dajo petke. Ona ti hoče dati. Zdaj tako, €21.839 in 69 centov. Samo to, da veste, lani smo zbrali rekorden znesek 1.204.000. Milijon imamo. To je pač noro, no. Pa sem živčna. In zadnja številka je Škatli je A je Denis. to sploh v mogoče? škatli. Škatli. Zdaj, če je ta številka, No, ja, če je ta številka 2, je rekord. Je rekord, ja. tako. Če je ta številka 2, je rekord. Lansko leto smo imeli 1.204.000, zdaj tukaj 21. Če je 2, je rekord. Ja, tako. Kjera drama. Spavaš li mirno, nemirna kri? Koliko je Miha? Jaz mislim, da je več kot lani. Jaz mislim, da... Koliko boj? Ja, 3. 3, jaz tudi mislim, Jaz da tudi, je jaz tudi mislim, da je 3, ne vem zakaj. 1.300.000. Ne vem, mislim, Milijon 321. Ne vem, tudi če je 2, Pa tudi, če je super bo, ampak ne vem. Tri. Ne, nisem rekel 3. Vi pravite 3. A ja, vi pravimo 3. Ja, kaj pa je pol? Hvala vsem. Hvala vsem. Rekel sem, da je vsak let pomemben, da gremo vsaj evro gor, da to pomeni, da smo šli naprej, da smo kot družba napredovali. Vsi imamo radi ta napredek. Vse samo 1 evro. Dovolj je. Če smo šli gor za 21 minus 4, se pravi, če smo šli gor za 17, Boh top. a ni top. Ja. Za 17.000. Že kakšen znesek je to, no, noro. To je fantastičen Ja. znesek. Vsak let presenete že milijon. Res iz srca hvala. Zato pravim, svetovni prvaki, neverjetni ste. Jaz boš pa mogel povedati. Ja, Počasi. bom povedal. A veš, letos smo se zelo ukvarjali s tem, pa mislim, da smo se res preveč ukvarjali s tem, a veš, drvati ali ne. Pa je bilo kar nekaj takih, ne bom. Ampak očitno ste vi rekli, ne! Bom! Ja! Milijon 521
69 centov. Milijon pa pol! Pa to je. Nori ste, oh my god. Sorry, izrazu, to je crazy shit. Oh my god. Mount Everest, a? Še višji. Hvala. Hvala, država junakov. Še enkrat ste v ni šans spremenili. Dajmo!